sebi kupila lončić. Navečer je ušla u kuću, legla i zaspala. Mojicu pokraj culju je probudila moćno kucanje na vrata njene kuće. Ko je vani? Ja sam, lisica. Mojice pokraj culja, lijepo te molim, pusti me sebi. Vani je jako hladno. Smrznut ću se ako me ne pustiš unutra, vikala je. Mojice pokraj culja se nije dala tako brzo nagovoriti i rekla je: ako nešto znaš, otvorit ću ti, drugačije ne. Šivala sam, odgovorila je lisica. Mojica pokraj culja je pustila u lončić. Legli su i odmah Delujem v projektu, ki se imenuje Izzivi medkulturnega sobivanja. In v sklopu tega projekta delujem na 6 zavodih, se pravi na 4 osnovnih šolah, enem vrtcu in eni srednji šoli. V sklopu tega projekta potem tudi povezujemo vse te zavode med seboj in ena od takih priložnosti je tudi ta danes, ko beremo pravljice v materinih jezikih s otrokom v vrtcu, se pravi, berejo jih pa otroci iz osnovne šole in pa en dijak iz srednje šole. Danes beremo pravljice v bosanščini in makedonščini, planiramo pa še tudi branje pravljic v albanščini v bodoče. Eden od izzivov, s katerim se srečujemo, je, da recimo otroci pozabljajo svoje materne jezike. Oziroma otroci, ki so prišli tudi nedavno od tega, recimo iz drugih držav, se skoraj da ne spomnijo več abecede svojih jezikov in je takšne stvari vredno ohranjati. Če obvladamo materni jezik, potem se lažje naučimo tudi drugega jezika. In pa vredno je tudi ne samo za njih, ampak vredno je tudi za nas, da tudi skozi to prizmo potem spoznavamo njihovo kulturo, njihove jezike, jih lažje razumemo in potem tudi prilagajamo, ne vem, učne materiale, načine učenja in pač ena velika, bom rekel, tudi priložnost za deljenje znanja eden drugemu. Zecu pa nisu još narasle polomljene prednje noge i zato ima danas prednji par nogu manji od zadnjih. Napredko, a ste razumeli bosanski jezik? Ja. Jeste svi sve razumeli? Ja, kdo ni razumel? Nisi razumel. A bi želeli, da preberemo to pravljico še v slovenščini? Ja, da vidimo, katero bolje razumemo. Kome su vsi zadremali, je lisica že zopet stokala in tako dolgo javkala, da ji je Mojca pokraj culja zopet rekla, naj si gre skuhat kamilico. Iz ene moje knjige smo se izbrali pravljico Mojco pokraj culjo in smo se odločili, da bomo prevedli v bosanski jezik, da lahko otrokom predstavimo bosanski jezik in kako je to zanimivo, da se pač i oni nekaj naučijo. Vrtec Postojna sodeluje v projektu SIMS že zadnja 4 leta. Naj povem, da se je ta pobuda oziroma ta potreba pokazala predvsem pri povečanem številu priseljenih otrok iz drugih držav. In ta vloga tega multiplikatorja, ki prihaja k nam kot neka dodatna pomoč, je videna predvsem pri teh otrocih, ki se prvič vključujejo v vrtec. Kajti ti otroci se vključujejo v neko novo okolje, njim nepoznano okolje, ob tem trčijo tudi v nerazumevanje, se pravi, ne poznajo slovenskega jezika. In vloga multiplikatorja, da lahko nudi eno pomoč, da lahko pristopi k otrokom, da jim razloži neko dnevno rutino vrtca, da pomaga otroku, da se počuti sprejet in tudi dobrodošel v našem vrtčevskem okolju, je bistvenega pomena. Katero pravljico ste bolj razumeli? V slovenščini ali bosanščini? V slovenščini. Res? Ja. Okej, enim je bilo lažje v bosanščini, enim pa v slovenščini.